Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes imam za vas res dobro novico. Poglejte to. To je gospa Alda. 2 leti bo za Miklavža, se pravi decembra. To je lanskega decembra in poglejte danes. Tadam! Poglejte danes. Leto pa pol, minus 72 kilogramov. A ni to noro? In ena stvar, gospa Alda je napisala sporočilo, ja, seveda, njena močna volja, njena odločenost, da nekaj spremeni, njena odločenost, da ne bo več živela tako, kot je živela, ko si predstavljate, lejte, če nosiš 150, 130, 140 kilogramov, veste, da pomislite, če nosiš na hrbtu dodatnih 70 kilogramov vsak dan s sabo, veste, kakšen napor rabiš, da se premakneš. In vam še enkrat pokažem razliko. Lejte to. To je predlanskega decembra. Lanski december in letošnji september. A ni to neverjeten? In druga stvar, nasveti iz knjige, ko imajo hormoni žur in glikemični indeks in pa ne samo to, ljubezen do sebe. In z gospo Aldo sva govorili in ona je dovolila, da govorim o tem, o njeni zgodbi. In dejstvo je, enkrat mi je rekla, vsakič, ko sem šla mimo ogledala, sem si rekla, rada te imam, rada te imam. Ker lejte, če bašeš v sebe hrano, ja seveda se nimaš tudi malo nerad. Zato, ker zlorabljaš svoje telo in dejte počiti svoje podzavestne programe. Strah pred lakoto, potreba potem, da si na zadnjem mestu, potreba potem, da si koš za odpadke, seveda občutek neljubljenosti, pa se potem bašeš s hrano zaradi tega, da nadomestiš ta občutek. Zdaj pa pojmo po vrsti. Najprej glikemični indeks. Zakaj sem rekla, da vam to posnamem danes? Dobila sem od gospe Irene vprašanje, kakšen glikemični indeks ima. Prva stvar, ješprenj. Ješprenj ima kot vse te žitarice glikemični indeks okrog 45. Se pravi, ajda, ješprenj, vse te žita imajo 45, tam okrog 45. Potem polnozrnata moka je tudi nekje okrog 45, bela moka je okrog 70. No in zdaj, če gremo na škrobnata živila, recimo kruh. Kruh ima glikemični indeks okrog 70. Medtem ko krompir ima pa glikemični indeks lahko tudi okrog 95. Ampak to je pečen krompir. Če pa mi uporabljamo, recimo, da skuhate krompir danes zvečer in ga jutri za kosilo lahko tudi pogrejete, ga recimo popražite na čebulo in nastane po gorenjsko testen krompir ali pa pražen krompir, v bistvu postane škrob v krompirju neprebavljiv. In to pomeni, da praktično vsi ogljikovi hidrati, od testenin, vseh škrobnatih živil, če vi predhodno skuhate, ohladite in potem še enkrat pogrejete, postane škrob neprebavljiv. Ravno tako je s krompirjevo solato, ker dejstvo je, da ko krompir ohladimo, postane škrob neprebavljiv. Zato francoska solata, če gledamo, je to čisto v redu zadeva. In dajmo zdaj le prav za francosko solato pogledati. Poglejte, majoneza ima glikemični indeks 0, kar je maščoba. Potem imamo pa naprej krompir, ohlajen, ima glikemični indeks okrog 50, potem imamo kuhano korenje, glikemični indeks toplega korenčka je 85. Ampak, ko ga ohladimo, je ravno tako okrog 50. Potem kumarce 15, grah 15, kaj lahko še damo noter, recimo jajce 0. No in zdaj, če to seštejemo skupaj, kaj nastane? 50 plus 50 je 100, 15 plus 15 je 30, 130, deljeno s 1, 2, 3, 4, 5 živil, deljeno s 5 živil, se pravi, je to 25. A vidite, francoska solata je v redu, ampak nima pa nič beljakovin.
Lahko jeste francosko solato, ampak zraven rabite nekaj beljakovin, ker če boste jedli samo francosko solato, enostavno spet ne boste siti. Še eno pravilo je pomembno pri glikemičnem indeksu. Skupni glikemični indeks obroka mora biti, zdaj vam bom risala, mora biti pod 35. Pod 35 pomeni, da hujšate. Zdaj vam pa razložim, kako to gre. Vem, da sem to že razlagala, ampak vseeno želim, da imate motivacijo, da razmišljate, kaj jem, kako jem, s čim se prehranjujem. Se pravi, vse, kar ima pod 35, sladkor ostaja v ravnovesju, in ker je sladkor v ravnovesju, so maščobne celice odprte in zaradi tega se pospeši hujšanje. V nasprotnem primeru pa, če jeste hrano, recimo, ki ima visok glikemični indeks nad 35, se dvigne sladkor, potem pade sladkor in ko pade sladkor, dobite tisto nepopisno željo, kaj sladka. Sam da bi nekaj rabam v usta. No in takrat, ko ti cukor pade. Zato je tako pomembno. Pri vsakem obroku mora biti nekaj od beljakovin, to je prva zadeva, in skupni glikemični indeks obroka mora biti pod 35. In naslednja zakonitost, pri vsakem obroku je potrebno jesti nekaj od beljakovin in še ena zadeva, kar je pomembna, pomembno je, da jeste na 2,5 uri. To so osnovne zakonitosti. Zdaj pa še ena zakonitost je, ki je pomembna. Za ljudi, ki ste otekli, ki imate občutek, da ne morete shujšati, ker nekako imaš občutek, da si cel zatečen, v tem primeru je potrebno dati stran gluten. Gluten, zdaj pa kje se nahaja gluten? Gluten se nahaja v vseh škrobnatih živilih. In da vam bo bolj enostavno, to sem pa zdaj pisala v knjigi, ko ima življenje žur, sem označila živila, kjer je lahko gluten, je oranžno, in kjer ni gluten, je pa zeleno. In zanimivo, poglejte, živila, ki so pod 35, so skoraj vsa zelena in so proti lakoti. V bistvu ostaja sladkor v ravnovesju in se zaradi tega dobro počutiš. Pejmo na sadje. Zdajle jesen je tako obilje sadja. Grozdje recimo. Grozdje ima glikemični indeks 35 ali 45. 45 pa pomeni, da je že preveč. Tako da grozdje samo po sebi ne more biti obrok. Lahko je pa grozdje v kombinaciji, recimo pojeste zraven pest telih mandlov. Lahko pojeste sir zraven, ampak pomembno je, da jeste neko kombinacijo. A veste, kaj jaz zdaj nabiram? Marele. Jaz obožujem, gobe obožujem, marele obožujem. In dejstvo je, da gobe vsebujejo krom. Krom je pa mineral, ki preprečuje naval lakote. In komur manjka kroma, ima vse čas občutek, lačen, kike hrane. Zato krom je pomemben. Če vidite, da ne gre drugače skozi, pač si vzemite prehransko dopolnilo kroma. Jaz vam lahko ponudim formulo 4, formuli 4 je krom. In prav pri formuli 4, ne vam povem svojo izkušnjo, jaz sem bila leta in leta slabokrvna in ko sem začela pri 22 letih uporabljati formulo 4, meni se je kri izboljšala v 3 tednih, tako, na klik. In zdaj, zakaj vam to govorim v povezavi s hujšanjem? Ker prav slaba kri, kdor ima slabo kri, se lahko zgodi, da enostavno maščobne celice sprostijo maščobno kislino, se pravi odvečno maščobo, v obtok in karnitin, ladica, po kateri se pelje ta maščoba, je pa nujno potrebna, ker vsebuje, ladica, da jo telo izdeluje, potrebujemo tako železo kot C vitamin, potrebujemo aminokisline, potrebujemo vsega nekaj. In kakor ti manjka teh osnovnih snovi, in če imaš slabo kri, imaš tako pomanjkanje železa, pomanjkanje, ker železo pa nosi naprej kisik in je tako kot vžigalca v peči in ne pride do hujšanja. In zato je tako pomembno, da pač vsega pomal
In če vidite, da nikamor ne pridete, mogoče si pomagate mečkan s prehranskimi dopolnili. Še enkrat, zdaj, ko omenjam prehranska dopolnila, rekla sem, da bom govorila o tem. Zadnjič me je ena gospa povedala, da je kupila moje vitamine in da je opazila, da so umetni. Vitamini, na katerih piše ime Minka, niso moji. Jaz sem pri Neolifeu zdaj že skoraj 30 let. Nekdo se je izpolnil in je naredil blagovno znamko z imenom Minka. In to so umetni vitamini. In ne tega uživati, ker vam povem, ni vse dobro, kar nosi ime Minka. Pač je to tako, da res tisti vitamini niso dobri. Jaz sem šla preveriti deklaracijo in so umetni. In lejte, jaz tega ne bi dala v usta, če mi tudi nekdo šenka. Ampak pojmo nazaj na tole zgodbo gospe Alde. Kaj je pa ključno pri vsem? Ne hrana, ljubezen do sebe, sprejemanje, govoriti sebi samo lepe stvari, ene kritike ne, ene stvari ne, da nisi v redu, da nisi zadost, da ene kritike ne. Zalivati sebe samo z ljubeznijo, se obeti, sama sebi reči, ej, bejba, v redu si, ej, bejba, lepa si. Ker, lejte, pomanjkanje, podhranjenost z ljubeznijo. Ja, ljubezni itak ni nikdar preveč, je to tako. In če smo bili kritizirani mogoče v mladosti, in mogoče pa to kritiko nosimo v odraslo dobo, da nismo zadost. Zato, lejte, začnite se pred ogledalom govoriti. Bejba, v redu si, vredna si ljubezni. Ja, jaz te imam rada in zato, ker te imam rada, grem s tabo na sprehod. Zato, ker te imam rada, poskrbim za zdrave obroke. Zato, ker te imam rada, ja, greš zaradi tega prej spat. Za sebe, za to mehno punčko, ki mogoče je bila zlorabljena. Lejte, mogoče je kot duša nosi s sabo neko potrebo na zadnjem mestu, da se kaznuje, da je slab človek, da je grešnica in ne vem pa še vse. Lejte, to so programi, ki nam ne pomagajo. Zdaj prihaja nov čas, novo obdobje bogin, obdobje ženske boginje. In vsaka pri sebi lahko nekaj naredi v tej smeri. In še naslednja stvar, lejte, tiste, ki imamo hčerke, mi mame prenašamo na svoje hčerke tako dediščino. In dejstvo je, zdaj pa spet Inštitut Hartman v Ameriki je naredil zanimivo raziskavo in sicer prostovoljcem, vem, da sem o tem že govorila, ampak moram spet o tem govoriti, so posrkali oziroma dali iz neba celice in so jih dali v epruveto in te ljudje so držali v epruvet iz celice in so jih prosili, da razmišljajo nekaj zelo, zelo pozitivnega. In ko so razmišljali pozitivno, so se te celice začele obnavljati. In ko so pa te ljudje se začeli vrteti o negativnih spominih, so te celice začele propadati. No in potem so rekli, to je verjetno naključje, dali so celice 1 meter stran in se je zgodilo isto in potem so jih dali v drugo sobo in se je zgodilo isto. Zakaj vam to razlagam? Dejstvo je, da ko nastane otrok, ženska, ko je moja babica zanosila za mojo mamo, dejstvo je, da se deklica rodi že z vsemi jajčnimi celicami. Se pravi, je bil že zametek mene. Leta 1947. Poglejte, čustva, ki jih je moja babica doživljala, so se dejansko že zakodirala na mojo celično raven. In dejstvo je, da vse to se pol prenese na otroka in sploh ženska, nosi po ženski plati se več prenaša kot pa po moški, ker ženska nosi pod srcem svojega otroka. In vsakič, zdaj poglejte, žive celice se obnavljajo. Se pravi, ko jaz pri sebi počistam, se ta program prenese na moje žive celice in moje 3 hčerke so moje žive celice in to pomeni, da dobesedno, da vsakič, ko jaz naredim premik pri sebi,
premik naredijo tudi moje 3 hčerke. Ni to nekaj neverjetnega. In zadnjič mi je ena hčerka rekla, zmerom bolj postaja Minka. V redu. Ni to fino. A ni to fino, pa ni tako, res dela spremembe. In jaz sem toliko zadovoljna, ker vidim, da jaz kot mama, ki delam spremembe pri sebi, vplivam na svoje otroke in s to, glejte, če vsak samo v svoji družini nekaj naredi, bo svet postal lepši. Ampak začne se spet pri ljubezni do sebe, ker če jaz sebe kritiziram, ker če jaz ves čas govorim, kakšno ritmam, kako sem grda, spet sem se zredila, ne morem shujšati, kaj pa moji otroci pa poslušajo? Točno to. Zato je toliko pomembno, da se jaz počutim kot mama dobro v svoji koži, ker to prenašam na svoje otroke. To je program in ta program ga sejemo v svoji družini. Zato, lejte, začnite ve ženske sijati. Sijati vse svoji milini lepoti in s tem boste, s to svojo svetlobo, milino, veseljem do življenja, boste osvetlile celo družino. In cela družina bo naredila premik naprej, zaradi tega, ker vi sijete. In boste videli, res verjamem v čudeže, prihajajo nove energije in vsi to čutimo, zdaj res seka, tudi negativa, ampak to je samo opozorilo, kje si, o čem razmišljaš? Jaz sem se danes urezala v prst, točno vem, o čem sem razmišljala. O koroni. Pa sem se urezala. Opa, kje si? Pomembne so misli, pomembno je, kako razmišljamo, kam gre tok naših misli. In ja, ker je telo svetišče, ga je potrebno nahraniti zdravo hrano in z lepimi mislimi. In gremo na lepe misli, prehodu na vodobo. Ker to res je prehod v novo dobo. Da vidimo, tale je ven pokukala, zaključek poti. Hvaležna sem za izkušnje, ki mi jih prinaša življenje. In ja, tudi to, neljubezen do sebe je izkušnja. In zaključek poti, ta je tako, prideš do konca. Enkrat je gospod tole potegnil in rekel, a bom umrl. Ne ti, ampak mogoče pa prav, da kaj starega umre, kakšna stvar odide, in kakšna stvar se spremeni in ta gospod, vem, da je zamenjal službo. Ja, kar ni narobe, če nekje umiraš, da kakšno stvar zaključiš. Želja. V stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničujem svoje želje. No, zdaj pa. Dajte napisati za sebe cilje. Cilje, kakšni si vi želite, kaj želite izkusiti vi kot duša. Kaj želite izkusiti? In dajte si napisati mogoče tisto, kar vi želite, ne samo, da se osredotočate na telo, ampak mogoče želite priti na Triglav. Na Triglav, če imaš, ne vem, 30 kg preveč, je že težko priti na Triglav. Mogoče pridobiti pa več kondicije. Mogoče si želite skoč s padalom. Spet so lahko povezane kile. Mogoče se želite naučiti potapljati. Mogoče, glejte, vse te stvari so lahko povezane z nečem, tudi s kilom. Pojmo še na eno stvar. Kje se vam nabira maščoba? In če se vam nabira maščoba na določenem delu, recimo, da imate vso maščobo pod popkom, okrog maternice, se pravi, ste zlorabljeni bili kot ženska. Lahko tudi kot moški, ker duša je itak na potovanju. Ponavadi tisti, ki imajo maščobo na spodnjem delu trebuha, je vedno povezava ne toliko s tem življenjem, kot s preteklim življenjem. Zloraba v preteklem življenju. In pogosto imajo te ljudje svojega partnerja prav tega, ki jih je zlorabljal v preteklem življenju. In jih zlorablja še zmerom v tem življenju in so še vedno čist zaštrikani v ta čustva, tako da je treba odštrikati. No, naslednja zadeva. Če se vam nabira maščoba nad trebuhom, je povezana s stresnim hormonom. Pač ta trebušasta maščoba, vamp. Stresna maščoba je povezana s tem, da za sebe premalo narediš, da ne rečeš ne, da si ne vzameš za sebe čas, niti se ne vzameš čas za to, da bi se človek naspal, da bi
se na jedu za osnovne potrebe ne poskrbiš. Komur se nabira maščoba tukaj dol v mečih na nogah, pomeni, da ima preveč zastrupljeno telo, in tudi, če se vam delajo šlafki tukaj zadaj, je preveč strupa v telesu, podhranjeni z vitamini, tako da je treba nekaj narediti. Zdaj pa še ena stvar tukaj želim povedati, ker prav z vitamini, pri hujšanju je B vitamin ključen. In zadnjih par primerov mojih strank sem vzela knjigo in sem jim brala, sem rekla, vi ste šolski primer, manjka vam B vitamina. In sem šla brati. Nizek prag bolečine, izpadanje las, prezgodne sivenje, nespečnost, špikanje pri srcu, pogosti glavoboli, pomanjkanje vitamina B1. Isti znaki so pomanjkanje magnezija. Potem, če gremo naprej, pomanjkanje vitamina B3, razdražljivost, potrstost, nespečnost, glavoboli, razjede v ustih, spremembe na koži. In dejstvo je, da B3 pomaga pri presnovi maščob. Potem naprej, vitamin B6, utrujenost, potrtost, nespečnost, razdražljivost, raztresenost in tako naprej. Se pravi, ima podhranjenost z vitaminom B. In kdor ima pomanjkanje B vitamina, ni vžigalce, ni hujšanja, ni pospeška, ni dobrega počutka in ja, niti psihičnega počutja dobrega. Tako da, vse je en cikel, veste, vse skupaj. In ta mineštra od kil je v bistvu samo pokazatelj, da je nekaj treba spremeniti na krožniku, pa glede kakšne navade glede gibanja, pa kakšne navade glede kritiziranja, pa glede kakšne navade glede spanja, pa glede kakšne navade, da kakšemu rečeš ne. Veliko stvari treba včasih spremeniti, ampak ko pa začne človek delati spremembe, pa ko vidi, da je nekaj dosegel, pa si reče, bravo, jaz, a ni to dober. Zato dajte nekaj narediti za sebe in naredite tako kot gospa Alda, res taka sprememba, še enkrat pokažem, iz preteklega življenja, ko je nosila krepko čez 130 kg za sabo, do novega življenja, kjer ima 62 kg in lahko normalno hodi po svetu. Wow. Tako da res čestitke in vsakič znova sem navdušena, ko vidim, da nekdo naredi premik v svojem življenju. In tudi vi ga lahko naredite. Vsak ga lahko naredi. Ja, ni pa enostavno. Ni to ležanje na kavču, ampak se pa splača. Imejte se lepo, uživajte in življenje vas ima rado.